Spoznanje več. Predsodek manj. Z vami je oddaja Spoznanje več, predsodek manj, v studiu z menoj pa profesor dr. Ernest Petrič. Najprej lepo pozdravljeni. Hvala lepa, hvala. Evropska komisija od leta 2020 pripravlja letna poročila o vladavini prava v posameznih članicah. Da je s temi poročili nekaj narobe, smo ugotovili letos, ko so poročila zamujala. Avtorji so za vsak slučaj počakali, da bo izvoljena nova predsednica Evropskega parlamenta. Konec prejšnjega meseca pa smo prvič dobili poročilo o vladavini prava v institucijah Evropske unije. Pripravil ga je Madžarski inštitut Pogled v sodelovanju z raziskovalci in učenjaki iz 10 partnerskih ustanov iz 5 članic povezave. Poročilo ugotavlja vrsto resnih kršitev, ki so jih zaznali v glavnih institucijah EU, v Evropskem parlamentu, Evropski komisiji, Svetu EU in Sodišču EU. Poročila Evropske komisije o vladavini prava so pogosto nejasna, ni možno pokazati na enake kriterije. Posegajo pa tudi v pristojnosti posameznih članic. Zato se je Madžarski inštitut za presojo oprl na 5 stebrov, ki jih uporablja Evropska komisija za demokracijo skozi pravo oziroma Beneška komisija, katere član ste bili vrsto let. To so zakonitost, pravna varnost, preprečevanje zlorabe pooblastil, enakost pred zakonom in dostop do pravnega varstva, vključno s poštenim sojenjem in nepristranskim sodstvom. Profesor dr. Ernest Petrič, kaj menite o poročilih Evropske komisije o posameznih članicah in kaj o tem prvem poročilu o vladavini prava v institucijah EU? Glejte, ta poročila, ki pomenijo opazovanje posameznih držav članic z vidika vladavine prava, so vsekakor koristna, tudi potrebna. Ampak seveda pri teh stvareh je treba biti vedno tudi zadržan. To so zelo občutljive zadeve. Tako da jaz se posebej v to, kar ste vi povedali, nisem poglabljal, ampak moram reči, da sem sam imel marsikdaj kakšne pomisleke in jih še imam z malce preveč lahkotnim obravnavanjem te problematike vladavine prava znotraj Evropske unije. Jaz se spominjam že pred Brexitom, ko so bile kar včasih malce čudne ocene Britanije, tudi sodišče Evropske unije v Luksemburgu me je včasih presenetilo. Namreč izhajati moramo iz predpostavke. Evropska unija je zaenkrat povezava držav. Povezava suverenih držav z njihovo suverenostjo, častjo, ponosom. In tu kar takole včasih dajati neko državo na pranger je malce tvegano. To mora biti vse domišljeno in skrajno resno. Vladavina prava je ena zapletena stvar. Gre tu za ravnotežja 3 vej oblasti, za zavore, za vzpodbude, za sodelovanje, za medsebojno omejevanje in tako naprej. In to niso stvari, ki jih kar tako zlahka uporablja. Še zlasti, ko si potem dovoliš malce drzne kritike, mogoče neke države, kjer pa volivci doma izvolijo nek parlament, izvolijo neke voditelje, oni, ljudje. In zdaj nekdo tam daleč, ali iz Brusla, ali od kje druge, in pa skuša povedati, kaj je pri njih vse narobe. Na ta način se bojim, da se bomo bolj počasi gibali k eni globoki povezavi, ki naj bi jo Evropska unija predstavljala, kot pa hitro. Vladavino prava v Sloveniji ocenjuje Bruselj, zadnja 4 leta oziroma že 5, pa vendar ta ocena ne ustreza dejanskemu stanju, vsaj tako se zdi.
Bi za najvišje ustanove v naši državi lahko uporabili podoben model ocenjevanja kot za institucije EU? Oblast pa naj gre za zakonodajno, izvršilno ali sodno vejo, bi rekla, da ne. Kaj pa vi pravite, ko gre za oceno teh naših institucij strani naših ljudi oziroma naših strokovnjakov? Glejte, to je zelo kompleksno vprašanje, ki ste ga načeli. Takole bom rekel. Mene je to zelo zanimalo, sem tudi nekaj o tem pisal. Pojavila so se mi nekatera vprašanja, ko so včasih nekateri pri nas zatrjevali 3 neodvisne veje oblasti. In zdaj lahko v sodstvu počnejo karkoli hočejo, nobeden ne sme to niti komentirati. To ni pravi pristop. 3 veje oblasti so tudi povezane, niso samo ločene. Povezano smo vsi v interesu, da to državo ohranimo kot demokratično republiko z urejenim sodstvom, z urejeno vladavino prava in tako naprej. In tu je potreben vedno dialog, ampak seveda na nek način stvaren, realen, dobrohoten, tako da na vaše vprašanje ne vidim nič narobe, če bi se tudi sami malce o teh stvarih ocenjevali. Recimo bom še tole vam povedal. Ko je šlo za problem neodvisnosti našega sodstva, to je mene zelo zanimalo, še zmeraj mislim, da imamo hude probleme s tem, pa ne s tem, da bi politični voditelji klicali preko telefona sodnike, ne, ampak s tem, da sodniki sami mislijo, da morajo na določen način razsojati. Oni sami mislijo, vam jih lahko kar povem nekaj, ki bi sami mislili, da je treba kot se temu reče, janšizmom pri nas nehati. Oni nimajo te pravice, oni nimajo nič pravice sodniki se spuščati v politične zadeve in morajo svoje morebitne politične nagibe v sebi dati na stran. In takrat sem se malo zanimal, koliko v našem pravosodju pri izobraževanju sodnikov posvečamo pozornosti sodelovanja z mediji, sem videl teme, pri izobraževanju sodnikov, a veste, da kar lepo vrsto let nikoli se ni sodnikom povedalo nekaj v zvezi z neodvisnostjo. Moralo bi se jim pa povedati in tudi danes, morda iz najvišjih ravni politike, mi ne rabimo naše sodnike. Hvala lepa, mi rabimo poštene sodnike, take sodnike, ki bodo sodili po svoji vesti, po zakonih, po pravičnosti, ki jim bojo ljudje zaupali. Kajti zaupanje v pravosodje je pravzaprav temelj vsake zdrave države. Ne more biti hujšega, kot če ljudje sodiščem ne zaupajo. To se pravi, mi bi morali, naša politika bi morala, pozicija in opozicija, spodbijati sodstvo naj bo čim bolj neodvisno. In ko se izbirajo novi ustavni sodniki, bi treba gledati ne ali je naš, ampak ali je dober. Tisti, ki je dober, je naš. Tisti, ki ni dober sodnik, nima ne profesionalnih kvalifikacij, ni neznan kot neka neodvisna osebnost in tako naprej, ta ne bo dober za nobenega. Dober je tisti, ki je dejansko dober, ta je naš. Te mentalitete meni pri nas manjka. Vse gre skozi nekako, če je naš, ga moramo zaščititi, če je naš, ga moramo braniti, če ni naš, ga moramo pa napadati, pa je žihar še tako dober. No, zdaj pa konkretni primeri. Lahko se ustaviva pri nedavnem protestnem shodu pred sodiščem v Celju. Gre za sojenje Janši in še nekaj obtoženim v zadevi Trenta. Na ulici so pričakovali 20 ljudi, bilo jih je 2000. V množico je zapeljal novinarski avto, policist v civilu s pištolo za pasom je poskrbel za videz nemirnih protestov. Pred nekaj dnevi ste bili v Celju, spregovorili ste na temo, je veličina politika in politike še vedno živa. A so vas navzoči izzvali tudi na komentar tega dogodka? Nekaj govora o tem je bilo, čeprav ne prav veliko. Ko sem to bral, pa tudi gledal, nisem ta shod, tam tudi nisem bil, ampak ko sem slišal to zgodbo o policistu, ki je tam skakal okrog za pištolo, za pasom, pa tako naprej, ne vem,
Vprašam se, kako je to sploh mogoče? A ni ta človek toliko sam pri sebi, da tisto pištolo ni treba, da tam kaže. To me spominja na vrhovnega sodnika, ki je imel baje neko pištolo na mizi. Ne vem, včasih se vprašam, kje sem to rogoviljenje s pištolami naokoli. Ampak pustimo to sploh ne jemam resno. Bolj resno jemljem to, da pri nas mnogi ljudje mislijo, da nimajo sodišč poštenih, in to je tisto, kar sem ravnokar prej rekel, ne. To je slabo za neko državo. Mi se bi morali prizadevati na razne načine, tudi za vzgojo, recimo, sodnikov in sodnic in tako naprej. Pa ne more tam, se spomnim časa nazaj, je ena se v neki uniformi partizanski z rdečo zvezdo slikala, pa podobne zadeve. To so stvari, ki so neke vrste provokacije za tiste ljudi, ki so dolga desetletja živeli diskriminirano. Če so bili verni, če so bili kakorkoli povezani z nečem prej, so nosili posledice. In to ni v redu. Tem ljudem je treba dati občutek, da živimo v neki skupni domovini, da se ne gremo več vojno, da je to za nami, da sodelujemo za to, da bo naša država dobra, pravična, poštena. In je treba včasih se tudi malo nazaj umakniti. In bom rekel, tole, kar sem zdaj rekel, govorim ne samo o poziciji, ne samo o opoziciji, govorim o vsakomur, tudi sebi na nek način. Ne. To je pot, da postanemo res ne samo država, ampak tudi dobra država. Jaz sem ponosen, da sem živel v času, ko smo Slovenci postavili na noge državo. Državo, ki je prava država, to ni neka folklorna državica tam neko v hribih. Vse imamo. Članica smo najbolj pomembnih mednarodnih organizacij. Vodili smo EU, predsedovali varnostnemu svetu, vodili OVSE in tako naprej. Cela kot prava država, kot Nemčija, kot Avstrija. In to je velik dosežek. Jaz, ko sem bil mlad, sem marsikdaj sanjal o Karantani, tako pa malo o slovenskih vitezih, pa tako naprej, ne. Prav čustven odnos sem imel do tega. Meni je to, da smo postavili na noge svojo državo, veličastna zadeva. Pravo državo, ki sledi razvoju v svetu, ki ni, kot sem rekel, ena mala državica tam neko, noben zanjo ne ve. Ne. Ampak, da bo pa to res dobra država, v kateri se bojo ljudje dobro počutili, pa moramo počasi začeti izhajati iz predpostavke, da je to naša skupna država, vsi smo odgovorni za njo, potreben je nek dialog med nami, čeprav različno mislimo. Ne pa, če malce drugače misliš, pa pravzaprav si pa tako rekoč sovražnik. Pa se to je, včasih ne morem verjeti, kako, s čem vse se mi ukvarjamo in na čem vse moramo trošiti energije. No, zdi se mi, da tega dialoga pravzaprav nismo sposobni. O tem protestu v Celju je prejšnji teden govoril tudi odbor za pravosodje, kar nekaj ur. In tam se je dejansko pokazalo, da nismo sposobni dialoga, konstruktivnega pogovora. Ste zasledili ta posnetek razprave v državnem zboru? Slučajno sem naletel na njega, mislim, da na Nova TV sem slučajno odprl in vidim to, sem rekel, tole bom pa malo poslušal. Hmal mi je bilo žal, da sem to sploh poslušal. Nisem bil jezen, ampak žalosten. Žalosten. Rekel sem se, to je nivo. To je naš nivo. Kje so se našli? Kje so diplomirali nekateri od teh ljudi? Kje so, in mislim tu predvsem na tisto osebo, ki bi morala voditi in skrbeti za to, da bo sodelovanje, dialog na tem odboru v redu potekal. In to je predsednica. In ta ni služila temu namenu. Ni služila temu namenu. Ona je delovala tam razdiralno. In res, nisem jezen zaradi tega, žalosten pa sem. Žalosten pa sem. To ni Slovenija, kakršno si jaz predstavljam. Kultivirano, pametno, razvito, tolerantno, empatično in tako naprej državo, sposobno se na miren način soočati s katerimkoli problemom, na vsezadnje tudi z našo preteklostjo. No, če greva še k drugim primerom, lahko se ustaviva pri Komisiji za preprečevanje korupcije.
Ta je prejšnjo sredo zaslišala premierja Roberta Goloba zaradi očitkov o političnih pritiskih na policijo. Temu je očitala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Tudi ona je bila na zaslišanju pred komisijo in pozneje je povedala, da vztraja pri svojih besedah. Dejansko so v ospredju tega Golobove besede o čiščenju janšistov na policiji, za katere je sam priznal, da jih je izrekel. V komentarjih in pa javnih medijih smo isti večer zasledili, da se očiščenje policije janšistov mnogim niti ne zdi sporno. Poleg postopka pred KPK je Golob dobil še kazensko ovadbo strani policije, če dodava. Ali predsednik vlade v javnosti lahko nastopa s takšnimi izjavami, ki jih dejansko tudi uresničuje v praksi? Kaj menite? Glejte, tako bom rekel, mogoče malo za šalo. Lahko seveda nastopa. Tudi s takimi stališči, ampak to ni dobro. To ni dobro za vlado, ni dobro za državo. Jaz sem se vprašal, zdaj, ko ste mi to rekel, ne, kdo pa so janšisti? A so to tisti, a je to kakšna tajna organizacija, ki je prepovedana? Ali je to mogoče skupina tistih ljudi, ki mislijo, da je Janša normalen človek, politik, kakšne 20, 25, 30% ljudi na volitvah daje glasove za to. So zdaj tisti, ki jih je treba počistiti. Če je bilo to res rečeno, izhajam iz predpostavke, da je bil mogoče lapsus, da je mogoče sploh ni bilo tako rečeno. Ne? Pa če je bilo tako rečeno, pa to pomeni pot v neko zelo, zelo trdo ureditev države. Avtoritarno. Zdaj bom moral paziti, ker nekdo kontrolira, a se jaz strinjam mogoče z gospodom, ne vem, komorkoli že, Kordežem, recimo, ne? In sem kordežist, on ni nič protiustavnega naredil, ne strinjam se sicer s tem, kar on večinoma govori, s kakšno stvarjo se tudi strinjam, ampak zdaj, če se s tem jaz strinjam, me je treba počistiti. Kam? Najprej verjetno iz službe, če pa stvari šle slabo in tako naprej, pa še kaj hujšega. Pa to so zadeve, katerih se je treba paziti in ne v njih tako zlahka govoriti. Drugo, korupcijska komisija in te ustanove. Veste, tole hočem povedati Slovencem. Ko je tam začetek 20. stoletja prevladalo gledanje demokracija v Evropi, v našem delu sveta. Na Kitajskem je bilo drugače, pri nas demokracija. Vlada večine. Tisti so na vladi, ki jih podpre večina. Kmalu se je začelo postavljati vprašanje uglednim pravnikom, zelo uglednim pravnikom, jih ne bom našteval tale hip, ne, da je pravzaprav treba kontrolirati tudi večino. Tudi večina lahko zlorablja oblast. In takrat so začeli postavljati nekatere inštitucije, kot je Ustavno sodišče, leta 20, najprej v Avstriji, potem na Češko-Slovaškem, kot so preiskovalne komisije, kot je impeachment in podobne zadeve, ki so namenjene predvsem, da kontrolirajo vladajočo oblast, večino, če hočete, v demokraciji večino, tudi njo, da pravzaprav jo zadržijo, kadar bi lahko prišlo do zlorab oblasti. Zdaj, lažje je kontrolirati manjšino, težje je kontrolirati večino. In ravno zato je potrebno, da ena moderna demokracija razume in podpira tovrstne mehanizme. Mora delati za to, da bo Ustavno sodišče neodvisno, samostojno. Mora podpirati parlamentarne postopke, ne pa zavirati postopke kontrole in tako naprej. Mora pravzaprav se zavestno prizadevati za to, da bo oblast, tudi oblast večine, v demokraciji oblast večine, pod kontrolo. Da bo tudi tam vladala neka zavest, da morajo ravnati v skladu z ustavo, v skladu z zakoni in ne svojo večino zlorabljati kot oblast. Imam občutek, da pri nas tole, kar sem zdaj povedal, marsikje, tudi v državnih ustanovah in tako naprej, ni čisto dobro razumljeno.
Ja, namesto čiščenja janšistov, zdaj nekateri govorijo o depolitizaciji. To je pravzaprav lep izraz za isto stvar, se mi zdi. Tiste depolitizacije, ki se mi v zadnje čase priča, mogoče se motim, niso dale kakšnega dobrega rezultata, prej narobe. Tudi tista na RTV. Ja. Na seznamu za odstrel, če se tako izrazimo, niso samo tisti, ki so politično blizu SDS, ampak mnogi, ki si upajo izpeljati, kar je potrebno, a ni v prid vladajočim. Zadnji primer je opomin pred odpovedjo revizorki, ki je pregledovala zadevo Litijska in s poročilom močno obremenila finančnega ministra in premierja. Kdo lahko zastavi ali bi moral zastaviti glas zanjo ali vsaj opozoriti na krivično ravnanje centrov moči? Je to predsednica države, varuh človekovih pravic ali kdo drug morda? Praktično vsak bi moral zastaviti besedo za to, da ta oseba, ki je neodvisno prišla do nekega kritičnega stališča, da je zaščitena, da ne more biti izpostavljena težavam zaradi neke svoje ugotovitve. Če noben ne zastavi besede za njo, jo jaz zastavim, mojo besedo, vsaka čast gospe. Ko sem jaz večkrat ukvarjal z mladimi diplomati in jim skušal prenesti svoje izkušnje, ena od teh je vedno bila: morate biti toliko korajžni, toliko samostojni, toliko neodvisnosti, da boste napisali, če boste tako videli, da je nek obisk zunanjega ministra bil slab. Polomija. Ne da to, kar sem doživljal mnogokrat, stvar je bila slaba, ampak poročilo, ki sem ga pol prebral, je bila pa super. Prebral sem tudi, da je pri priliki našega takratnega premierja, sam sem bil zraven v Braziliji, konferenca o okolju, srečali smo se na hodniku z ameriškim predsednikom Bushem, sam sem poznal njegovega svetovalca, ki je bil zraven, sem rekel, naš predsednik bi rad pozdravil, vašega predsednika, je rekel, seveda, ni problem. Pozdravila sta si drugega, si dala roke, pa sem po slovenskih medijih bral, da sta menda cele ure debatirala, malo karikiram, malo se šalim. To ne sme. In tudi recimo neka inšpektorica mora voditi samo stroka, njena stroka, pošten namen, da odkrije morebitne napake. In če se za to prizadeva, celo če udari mimo, če gre mogoče predaleč, to ne more biti razlog za kakšne konsekvence zoprne narobe, to mora biti razlog za pohvalo. Če hočemo imeti državo, ki bo poštena, moramo vsakega, ki pošteno dela, pravzaprav podpirati, ne pa, če ugotovi nekaj slabega, ga za to napada. Sicer pa se verjetno spomnite, kako so nekateri ljudje pri nas podpirali gospoda Assangea, pa ne vem, kjer je zvižgače, vse in tako naprej. Tle imamo doma gospo, ki je bila malce žvižgač. In zdaj malce, če je to res, kar sem prebral, upam, da ni res, upam, da to, kar ste rekli, da ni res, da bo ta gospa še nosila ne konsekvence. Jaz srčno apeliram na vse, ki imajo s tem kaj uprav. Gospod treba prej pohvaliti, čeprav se mogoče ne strinjamo in čeprav se pokaže, da tisto, kar je ona ugotovila, čisto ne drži. Ampak ona je storila nekaj, kar ni stvar oportunitete. Najlažje bi bilo ne napisati, čeprav ni, vse je v redu. Morda še tole. Vladna koalicija je v postopku sprejemanja proračunov v zadnjem trenutku odvzela sredstva dvema ustanovama, ki upravljata neodvisno nadzorsko funkcijo. Odvzem približno tretjine sredstev Računskemu sodišču in pa tudi državni svet je ostal brez dela sredstev, približno 13%. Se vam zdi, da bi šlo lahko za maščevanje tema dvema institucijama, ki opozarjata na nepravilnosti aktualne politike? Jaz upam, da ne gre za maščevanje, ker to je bilo strašno narobe. Dvomim, da je to res. To je mogoče malo sfrizirana novica. V naših medijih se dogodi včasih marsikaj
Jaz sem čvrsto prepričan, da tudi če so jim znižali sredstva, so bili za to neki tehtni razlogi, tema dvema inštitucijama. Gospod kolega, kam bi pa prišli, če bi začeli jemati institucijam sredstva za to, ker so pravzaprav odločile v okviru svojih kompetenc. Če so kršili zakon pri svojem odločanju, posledice, postopki, ampak če so pa v okviru svojega postopanja storili nekaj, kar oni mislijo, da je prav, mi pa mislimo, da je narobe, pa jih s tem pa potem izvajamo zoper njih tovrstne konsekvence, da jim za njihovo delo nameni denar vzajemo. To je bila katastrofa. Ne verjamem, da je to res. Prej ste že omenili, kakšne ljudi rabimo na položajih, neodvisne strokovnjake, pa vendar se pri nas pogosto zatika pri različnih imenovanjih na vodilne položaje. Zadnji odmevnejši primer je na primer tale. Upravno sodišče je ugotovilo, da prvi mož policije, Senad Jusić, ne izpolnjuje pogojev za položaj generalnega direktorja policije. Zanj osebno to ni nobena težava, večkrat se je pojavil v medijih in trdno stoji za svojim imenovanjem. Minister, ki je odgovoren za to, pravi, da je šlo za procesno napako. Dejansko pa gre za nezakonito imenovanje v vrhu policije. Največja koalicijska stranka ga kljub temu brezpogojno podpira. V SD in Levici so izrazili nekaj pomislekov. In če greva še naprej na področju policije, težave so tudi z varovanjem oseb. O odtekanju informacij o varovanih osebah sta minuli teden javno govorila predsednik vlade in pa minister za notranje zadeve. Slednji je priznal, da je to možno. Kako komentirate te zadeve v policiji oziroma v resorju, ki ga pokriva notranje ministrstvo? Dvoje bom rekel. Če je prvič to res, ne vem, če se vi spomnite, leta nazaj je enkrat bilo v medijih nekaj pisanja o tem, da mafijci v Italiji smatrajo Slovenijo za njih varno državo. Se spomnite tega? Posebej so omenjali Koprščino in tako naprej. Ja. Takrat sem bil jaz zgrožen nad tem. Zdelo se mi je, da Slovenci nismo nikjer po svetu osnovali svoje mafije. Nikoli nisem slišal, ne v New Yorku, slišal sem za albansko mafijo, za črnogorsko mafijo, za slovensko nikoli. Ne? In da imamo zdaj mi to, kar ste vi govorili, to skoraj ne moram verjeti. Ne? Jaz mislim, da so to mogoče neki nesporazumi, šumi v komunikacijah in tako naprej. Kar se pa tiče te zgodbe z direktorjem policije, ne, to je pa zelo resna. Če komu sodišča, tožilstvo, ampak tudi policija. Policije morajo ljudje zaupati in še zaupati. Verjeti vanjo. To je katastrofa, če ljudje začnejo misliti, da se tam v policiji nekaj meštra sem in tja. Tam morajo biti standardi, če hočete, ocenjevanja tovrstnih zadev zelo, zelo visoki. Najvišji. Zdaj, če to drži, da je upravno sodišče ugotovilo, da gospod ne izpolnjuje pogojev, da zaseda položaj, na katerem je, nobena konstatacija, da je to proceduralni zadevi, dokler ta sodba upravnega sodišča stoji, on ne more biti. Treba je ugotoviti, da ta sodba ni v redu, da je bila napaka pri dokaznem gradivu in tako naprej, ampak v neki urejeni državi mogoče ni on nič slabega naredil, ni nič slabega mislil. Celo, če bi se mu zgodila mala krivica, ki se jo da potem popraviti, ampak to, da gre okrog po medijih, med ljudmi in tako naprej. Šef policije nima pogojev za to, da bi to funkcijo šefa policije upravljal zelo, zelo slabo. Zelo, zelo žalostno. In jaz moram reči, da se dogajajo stvari, ki nikoli nisem mogel si predstavljati, da se bojo v državi Republiki Sloveniji dogajala. Škoda. Pa ne mislim, da se to namerno dela. Mislim, da se dela to zaradi nepazljivosti. Ne more se reči,
Jaz v teh ljudeh ne vem nič slabega, ne želim jim nič slabega, daleč od tega, ampak reči, da je kar v redu, kljub temu, da je sodišče, upravno sodišče, ki je sodišče, ugotovilo, da določena oseba nima pogojev za to, da bi upravljala določeno funkcijo, da je to kar v redu. To se mi zdi, žal se mi zdi to nesprejemljivo. Pustiva zdaj našo domačo politiko, razmere pri nas doma in poglejva na tuje. Dejansko bi lahko začela pri Siriji, samo tukaj so stvari zaenkrat še zelo nejasne. Začniva pri Gazi, na primer. Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International je v prejšnji teden objavljenem sporočilu ocenila, da Izrael na zasedenem območju Gaze izvaja genocid nad Palestinci. Po obširnem zapisu, s katerim to utemeljuje, ob koncu predstavi še ozadje. To je teroristični napad na Hamas 7. oktobra lani, ki ga Amnesty International sicer ne imenuje tako. Napad Hamasa in drugih oboroženih skupin bo Amnesty International, kot je sama zapisala, obravnavala v prihodnem poročilu. Potem pa imamo na drugi strani novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je prejšnji teden zagrozil Hamasu s hudimi posledicami, če do njegove prisege na položaj ne bodo izpustili talcev, ki so jih zajeli med tem terorističnim napadom 7. oktobra lani. Gre za zanimiv dvojen pristop do vojne v Gazi. Z ene strani imamo svetovno organizacijo, ki zanemari 7. oktober, ki je dejansko začetek te vojne, in pa bodočega predsednika ZDA, ki začne z vzrokom za vojno. Kako to dvojnost komentirate? Glejte, vi ste tule načeli celo vrsto vprašanj, to bi zahtevali kar nekaj časa. Ampak na kratko, jaz mislim prvo, že kdaj bi moral Hamas sam spustiti te talce. Reči svetu, mi Palestinci, tudi Hamas, imamo nek minimum empatije, človečnosti. Te ljudje trpijo, kolikor jih je sploh še živih tam. Mi jih bomo enostransko spustili z našim namenom, da pokažemo, da tudi do Židov, do Izraelcev gojimo nek odnos, jih smatramo za ljudi. Z upanjem, da bomo nekoč živeli drug ob drugem. Veste, to bi bilo na liniji tistega, ne vem, če ste to opazili, ampak enkrat sem to povedal, takrat, ko sta se Jicak Rabin in Jaser Arafat dala roki, morda prvič v življenju, morda celo zadnjič, ne vem, na vrtu Bele hiše v Washingtonu, takrat, ko je bil na višku proces Oslo in tako naprej, je vse kazalo, da se bomo začeli pogovarjati o dveh državah, kje bo meja med njima, kakšen bo status Jeruzalema, kako bo za kompenzacijo škode, mogoče tudi odškodnine, beguncem, Palestincem in tako naprej. Vse to je dobro kazalo. Takrat sem pristopil k Jaserju in par besed sem se mu predstavil, ko sem rekel ambasador Slovenije, nekako je čudno pogledal, sem rekel, no, ene od naslednic Jugoslavije, Jugoslavija, Tito, no, sem rekel, fino, ne, ja. Ampak potem sem mu rekel, da vidim, da po mojem spremljam dogajanje s Palestino dolgo časa in res sem spremljal dolgo časa, tja od mojih študentskih let je bil to za me en problem, da je velika hiba, tudi po moje velika napaka, da se oni povezujejo, pajdašijo in ne odcepijo od terorizma. On me je tako nekaj gledal, ampak v bistvu mi je kar dal prav. In mislim, da je tako še vedno. In zdaj, ko smo mi zdaj bili zelo involvirani v to dogajanje, ne, pravzaprav
bi morali se tudi mi, predvsem pa Palestinci, bi se morali od tega, kar je tam terorizma, podstavljanja bomb pod avtobuse z otroci, kar se je dogajalo v preteklosti, razstrelitev letal v zraku, na katerem mogoče nobenega Izraelca sploh ni bilo, ugrabitev športnikov v Münchnu in tako naprej, njihov poboj, etc. Seveda, nekdo bo rekel, to je povračilo za nekaj, kar so oni naredili. Ja, oni so tudi marsikaj naredili in počenjajo marsikaj, kar tako rekoč vsak večer vidimo na televiziji. Ampak, če se gremo tako, ne bomo nikamor prišli. Če hočemo prelomiti to ponavljanje, to spiralo nasilja, moramo pravzaprav pokazati, da lahko gledamo z rok na druge kot na ljudi, s katerimi lahko v miru živimo drug ob drugem. To je pot do 2 držav. In moram reči, gospod Gorjup, zadnja leta pred temle debaklom je bilo kar nekaj pozitivnih znakov. Številne arabske države so uredile odnose z Izraelom. Arabske države so bile tiste, ki so leta 1948 napadle Izrael, ne Palestinci. Palestinci ni noben vprašal. Tudi tokrat jih ni noben vprašal, ko je Hamas napadel. Pa se je vedlo, da bo to povzročilo strašne posledice. Za koga? Za Palestince. Za njih in za zaupanje, ki še tisto malo, kar ga je bilo, je zginilo. Izrael, država, ima za Izraelce, za Žide, zelo zanimiv pomen. Veste, ljudje pozabljamo, da so Židje po 2000 letih preganjanja tam širom Evrope, nasilja, zlorab in tako naprej, dobili svojo državo po 2. svetovni vojni. Ampak, gospod Gorjup, dobili so jo ne 2 leti, 1 dobro leto potem, ko je bilo konec holokausta. Oni so tako rekoč direktno iz te strašne zgodbe, holokaust, stopili v svojo državo. To državo so bili pripravljeni braniti in jo bojo branili in bojo vse storili, da jo ohranijo. In treba je najti neko sožitje. In to sožitje se je začelo nekako kazati. Jaz sem tudi pisal v tem 80 letih, lahko pokažem, članek samoodločba v Palestini, 2 samoodločbi sta v koliziji, treba je 2 državi, to je pot iz tega. Še zmerom mislimo to, čeprav to, kar se je zdaj zgodilo v Gazi, zaupanja 20 let ne bo, ki bi omogočil neko sobivanje med enimi in drugimi. Ne bo. Ne na tej strani, ne na oni strani. Toliko je zdaj spet dodatno zločinov med vsem tem, toliko krvi, toliko žalosti, toliko bede, da je to bil strahoten korak v napačno smer. Komu korist? Hamas je moral vedeti, kaj bo sledilo. Sem prej rekel, za Žide je ta država tako rekoč naslednji dan po holokaustu. To imamo, nikoli več ne bomo doživeli holokaust, zato imamo svojo državo. In na drugi strani, pravzaprav, to, kar se je zgodilo zdaj tudi Arabcem, Palestincem, grozljiva zgodba. Človeku se, ko gledaš, to trga srce, ampak, ko trezno razmišljaš, treba je storiti vse za to, da pride spet do miru. Pa bo treba spet 20 let, da bo nastalo nek občutek, da lahko živim drug ob drugem. Demonstriranje from the river to the sea, Palestine shall be free, temu ne doprinese, niti malo ne. In tisti, ki pravzaprav tako glasno sem in tja, bi morali razumeti, da edina pot do rešitve ni uničene države Izrael, ni uničene upov na palestinsko-arabsko državo, ampak je storiti vse, da bi tu začel spet funkcionirati nek minimum nekega dialoga. To bi mogoče vodilo do neke humane, človeške, pravične rešitve. Toliko pravice do države v Palestini, kot jo imajo Židje, jo imajo tudi Palestinci, ampak tudi Židje imajo pravico do te svoje domovine tam. No, če še ustaneva na Bližnjem vzhodu, Izrael je pred časom dosegel začasno premirje s Hezbolahom, vzplamtela pa je ta vojna
v Siriji državljanska, padec Asadovega režima. Nekaj tednov nazaj si tega nismo znali predstavljati. Danes pa je to stvarnost. Asada ni več. Na eni strani imamo Turčijo, ki sanja v nekdanjem imperiju. Ruska vojska se umika, Američani stojijo ob strani, Izraelci vztrajajo na svojih položajih in opazujejo, kaj se bo zgodilo. Kdorkoli že prevzame oblast v Siriji, želi Izrael z njimi bivati v miru, kolikor je pač mogoče. Kako vi ocenjujete ta položaj, ki je nastal v Siriji? Kdo lahko reši neznanke, ki so pred nami? Varnostni svet, Evropska unija, kakšna druga svetovna organizacija, morda same arabske države? Vaše mnenje? Evropska unija zanesljivo ne. Pa mi žal, da sem moral to reči. Ne. Ampak dve stvari bo rekel. Stvar je res nenadna, zapletena. Jaz sem že kdaj mislil, da mora ta režim, ki je bil v Siriji, jest. Da je bilo to, da so ga Rusi tako rekoč umetno vzdrževali, da je bilo to kontraproduktivno. Tudi za Rusijo, tudi za njih. Ne. To je bil en režim, ki se je preživel, ki bi padel takrat na valovih česa, arabske pomladi, nekega demokratičnega vala v arabskem svetu, ki je vrgel predsednika v Egiptu, Tuniziji in tako naprej. Ne. Takrat bi on moral več. Ni šel. Še več, celo ko je bilo jasno, da je uporabljal bojne pline, smrtonosne bojne pline, zoper lastne ljudi, zoper lastno ljudstvo, fizično, še toliko bolj. Nisem pričakoval, da bo ta režim potem iznenada tako padel, kot je zdaj padel. Jaz upam, da ne bo se to sprevrglo v neko državljansko vojno tam, nek širši konflikt, ki utegne užgati dodatno širšo regijo. To, kar je pa glede Hamasa rekel predsednik Trump, pa se strinjam. O Trumpu slišimo samo slabo. To, bom trdil, vedno ni slabo. Hamas v lastno korist bi moral te bogetalce spustiti. Pa vprašam tudi svoje slovenske sodržavljane. Pa tam so neki reveži, ki so bili na neki prireditvi, civili, nobeni vojaki, nič. Mogoče celo otroci med njimi, gospe, starci in tako naprej. Zagrabili so jih mogoče še maltretirali tako ali drugače, odpeljali ta nekam, valjajo se po nekih kleteh tam v Gazi. Pa Hamas rabi, da se pokaže humanega. Hamas rabi, da se prikaže kot neka zrela štorja, če hočejo sploh, da se bo kdo z njimi pogovarjal. Jaz, recimo, če bi bil nek državnik tam okoli, bi rekel, dokler jih niste spustili te reveže, z vami se ne pogovarjam. Fajn se mejte. In vse bom naredil, da taka druščina, kot ste vi, ne pride na oblast. To rečem s polno odgovornostjo. Ta Hamas, njegova oblast, nič ne bi koristila Palestincem. Če bo to režim, ki jim bo vladal ubogi Palestinci, ne bojo prišli nikamor naprej, kot rečemo Slovenci lepo, z dežja pod kap. Zdaj pa še Ukrajino, kjer vojna divja že pač 3. leto. Kot kaže, konca še nekaj časa ne bo. Dobili smo na eni strani novo Evropsko komisijo, potem, kot sva že omenila, Donald Trump prevzema vodenje Amerike, na drugi strani Rusija s Putinom, ki vztraja pri svojih ciljih. Zelenski pričakuje večjo podporo, večjo pomoč od Zahoda, vendar zdi se, da se pravzaprav nikamor ne premakne ta vojna. Če pogledamo Ruse, oni napadajo vas za vasjo in tako kot je bil zrušen Mariupol, so zrušena vsa ta naselja, ki jih Rusi potem zavzamejo.
pravzaprav niso več za bivanje. Vaša ocena trenutnega položaja, kakšni premiki so možni? Položaj v zvezi z Ukrajino je slab. Jasno je, da Ukrajina to veliko, ogromno državo malce trhlo, ampak vendarle veliko, ogromno in tako naprej ne more premagati v tem vojaškem smislu. Ne. Upanje bi bilo, da postane vojna za Rusijo in za Putinov režim predraga. Ampak to bi bilo možno samo tako, kot se je zgodilo podobno v Ameriki, ko je vojna v Vietnamu postala predraga. Preveč krst je prihajalo domov, ampak o tem so pisali časopisi, o tem se je govorilo v kongresu, o tem so demonstrirali študenti, ki niso hoteli iti v vojsko, so trgali pozivnice in tako naprej. Skratka, dogajal se je nek odpor, ki je tipičen za demokratično družbo. V Ruski federaciji mnogi ljudje so nezadovoljni s to vojno, tudi tam postaja nekako draga, čeprav, to sem bral, verjetno je res, mogoče ni, da so na bojišču v Ukrajini v glavnem Inguči, Dagestanci, Čečeni in podobni. Korejci. Zdaj so menda še Korejci začeli tam malo asistirati in tako naprej, da krste ne prihajajo v Moskvo, v Sankt Petersburg. Predno bo nastal ta občutek v Rusiji, da je ta vojna nesmiselna in predraga, ogromno jih bo še zaprtih tam, marsikdo bo končal v Sibiriji in tako naprej. Tako da to je neko dolgoročno upanje in da bi potem prišlo do nekega dogovora. Zdaj pa, ker je tam režim tak, kot je, poraz oziroma razplet, ki ne bi bil zmaga Rusije, kar pomeni, da ne bi dobili en kos Ukrajine, da ne bi si Ukrajino podredili in tako naprej, verjetno pomeni konc Putinovega režima. Zatem bi lahko prišel še slabši, lahko boljši, lahko tudi slabši. Ne? In zato je ta premik zelo težak, zelo malo verjeten, vsekakor zelo daleč. Na drugi strani, zakaj sem rekel prej, da je položaj slab, na Zahodu utrujenost. Jaz to opazim tudi pri svojih študentih. Pa ta vojna traja naprej, pa tako naprej. Mnogi od mladih ljudi, tudi ki jih srečujem, sej Rusija na eni strani, Amerika na drugi strani. Ko jih jaz vprašam, pa kje bi pa vi živel, na Kitajskem ali v Ameriki? V Ameriki bi živel, ne na Kitajskem. Zakaj? Tudi pri nas bi živel. Imamo neke spoštovanje človekovih pravic, imamo nekakšno malce škripajočo vladavino prava. Imamo pravzaprav na nek način, kolikor toliko svobodne medije, naj vzeli od zunaj, ne bo noben počakal, pa naj je povabil, da greva na eno zaslišanje, pa tako naprej, kar bi se nama recimo v Rusiji lahko zgodilo. Ne? In tako naprej. Smo del demokratičnega sveta, smo postavili na noge neko državo, ki je res država v pravem pomenu besede, na to je naša generacija lahko ponosna. Na tej točki je slovenski narod začel sejati svojo državnost v praksi, v realnosti. Ne? Tako da tam, v tej Ukrajini pa ljudje so utrujeni, še mene kdaj na Bledu zazebe po noč, pa se pa spomnim, da v Ukrajini pa mogoče malo bolj zebe, pa dam še eno deko čez, pa lepo zaspim. Ne? To je ena velika tragedija, brez neke jasne slike o izhodu. Nek dogovor, ki bi pomenil, da se Ukrajina preda, da se jo razkosa in tako naprej. To bi bil neverjetno podobna situacija, kot je bil München leta 38, ne. Ampak naslednje leto, 39, je bila pa svetovna vojna. Nekoga, ki gre po tej poti, se ga s popuščanjem težko zaustavi. Tako da, kar se mene tiče, sem zelo zaskrbljen. Upam,
da bo nekako le prišlo pravzaprav do nekega razumevanja, da je treba mogoče saj ustaviti oborožena dejstva, mogoče da pride do nekega korejskega modela reševanja. Na Koreji še vedno samo premirje, ni miru, ustavili so streljanje tam 53. leta, če se ne motim, ne? In več ne streljajo, saj zares ne. Mogoče nekaj podobnega pride lahko. Ne, da se bo Ukrajina odrekla svojim zemljem, pa ustavimo sovražnosti, pa bomo čez 30 let, čez 40 let, prihodna generacija, mogoče se pogovarjali o tem in rešili ta problem. Na vse zadnje gre za dva prijateljska naroda, bratrance bi človek rekel, Ukrajince, pa Ruse, ne, ki eden in drugi ljudje, verjamem v to, vendarle želijo živeti v miru in v nekem blagostanju. Ampak poklekniti pred Putinom ni prava pot, ne. Da pa grejo nekateri narodi, ki so imeli imperije, kakšna težava je bila v Franciji, ampak je bila demokracija, Alžirska vojna, koliko let je trajalo, da so Francozi nekako dojeli, da Alžir gre. Grde situacije so imeli tudi Angleži. Zimbabve, recimo, ne? Tisti režim, Južna Rodezija, Smith in tako naprej. Tako da tu sem precej, kako ne rečem, čutim se nemočnega, upam, da bo mogoče saj do miru prišlo, do miru, tistega, kar povzroča ljudem največ trpljenja. Če se zdaj vrneva od tega svetovnega dogajanja nazaj k nam, in to prav v luči Ukrajine. Zdi se, da pri nas vlada, predsednik vlade, zunanja ministrica, dobili smo celo komisarko Marto Kos, ki je odgovorna za širitev EU in pa tudi za novo izgradnjo Ukrajine. Vsi ti Ukrajino podpiramo, ko je bila pa pred kratkim pri nas Olena Zelenska, soproga Vladimirja Zelenskega, so pa podporniki Rusije pokazali, da so tudi pri nas zelo močni svojimi protestnimi nastopi. Preprečili so celo njeno predavanje in nenazadnje, če vzamemo tudi dva ruska vohuna, ki sta bila pri nas, morda jih imamo še kar nekaj. Kakšen je vaš pogled na to dvojnost? A podpiramo Ukrajino s figo v žepu ali smo res na strani naroda, ki je bil napaden? Marsikdo ima tudi, ko reče, da podpira Ukrajino, se mi zdi, da ima figo v žepu. In to tudi vejo druge po svetu. Da naša beseda včasih velja manj, kot izgleda. To je slabo. Jaz mislim, da smo mi vendarle na strani sveta, ki odklanja to, da en narod, večji, močnejši, drugemu diktira, kako naj živi, s kom naj se povezuje, kakšen režim naj ima in tako naprej. Ko so takrat učitelj Ukrajini, da še pred vojaškim, ampak po Krimu, ko je bilo iz Moskve slišati veliko besed o tem, da strašno trpijo ljudje ruskega porekla v Ukrajini. Takrat sem šel pogledat, zelo resno sem si vzel čas in sem pogledal dokumentacijo Sveta Združenih narodov za človekove pravice, Human Rights Council, kjer države poročajo o svojih tretmanu človekove pravice, manjšina in tako naprej. Nič. S polno odgovornostjo to rečem. Nič tacga nisem ugotovil, kar bi kazalo na to, da Ukrajina, ki je bistveno drugače ravna za svojimi manjšinami kot druge države, vključno naša. Nič dramatičnega tam ni bilo. Tisto, da grejo reševati pred genocidom in tako naprej, boge Ruse v Ukrajini, ne drži. Ne drži. To sem pogledal in zato to mirno in sigurno rečem. To se pravi, gre tu vendarle za
ene kompleksne razloge, malo ta imperialna miselnost, ne. Še bolj kot to pa mogoče to, da neka demokracija, ki bi cvetela na drugi strani meje Ruske federacije, kjer bi bile stvari drugačne, boljše in tako naprej, demokracija, dobrobit ljudi in tako, bi bila smrtno nevarna za Putinov režim. To je gotovo tudi eden od razlogov, da so hoteli to eliminirati, ne. Če to ni res, bom kar vesel. Če so neki drugi razlogi, lažje bo potem iz te drame izid. Je pa ta ukrajinski narod ogromno pretrpel v svoji zgodovini in mi Slovenci lahko rečemo, da je ta zadnja runda, ko so zaustavili ruske tanke, ki so bili na poti v Kijev, zelo podobna naši rundi, ko smo na Dolenjski cesti, pa tamle pri Vrhnki, leta 91, tisto prvo pa drugo noč naše neodvisnosti, zaustavili jugoslovanske tanke. Mislili so v enem in drugem primeru agresorji, Zelenski bo pobegnil, tle v Jugoslaviji, naš predsednik bo pobegnil in tako naprej. Mogoče bo kdo sabo nesel kovček zelenih dolarjev, kaj podobnega, ampak to se ni zgodilo. Slovenci smo takrat storili nekaj, kar je veličastno. Postavili smo se v bran, pokazali smo zobe. In podobno se je zgodilo pred Kijevom v Ukrajini. To je nekakšna naša podobnost in če kdaj srečam kakšnega Kijevca, kakšnega Ukrajinca, mu to povem in si z veseljem in medsebojnim spoštovanjem stisneva roko. No, najin čas se počasi izteka. Morda za konec, profesor dr. Ernest Petrič, vaš pogled na minulo leto, ki se izteka. Gotovo ni bilo vse najboljše, če vzamemo zdravstvo, sanacijo po poplavah, kljub temu pa verjetno najdemo lahko nekaj pozitivnega v tem letu, ki ga... Gotovo, življenje gre naprej. Čeprav bi težko rekel, če ste vprašali mene za moj občutek, da me je zadnje leto navdihalo z nekim optimizmom narobe. Tako nekako, ko sem bil mlajši, sem upal, da bom dočakal recimo, da bomo mi v naši državi počasi začeli delati korake v smeri pravne države, v smeri vladavine prava, da bomo te naše večne prepire in marne začeli malo postavljati na stran. Tega še nisem dočakal. Tudi nimam več upanja, da bom, ker sem že malo letih. Ravno tako sem upal, da pravzaprav kakšne vojne v Evropi ne bo. Upal sem tudi to, da se bo palestinsko vprašanje začelo reševati in razreševati. Večina teh mojih upanj se je v letošnjem letu, pa v preteklem letu, nekako sesula. Tako da si včasih rečem, tega v pozitivnem smislu, mislim na kakšno žido, pa žal ne boš dočakal. Profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam, da ste z nami razmišljali o aktualnih dogodkih doma in po svetu, tudi za vaše sodelovanje v teh naših oddajah. Vse dobro vam želim za božične praznike, novoletna in pa tudi čestitke ob vašem nedavnem 88. jubileju. 89 je že bil. 89. Saj prav, če me malo pomladite, nič ni to narobe. Glejte, hvala za vaše prijazne besede. Rad sodelujem z vami, to sem vam že večkrat rekel, ker imam občutek, mislim, da se ne motim, če se je pa toliko boljše, da preko vas se pogovarjam z ljudmi, s katerimi se premalo pogovarjamo. To so ljudje, ki delajo, večinoma na podeželju, skrbijo zase, za svoje otroke, za svoje familije, za svoje starše in tako naprej. Ne. To so ljudje, ki so večinoma v življenju delali samo dobro, naredili nič slabega in to me je vedno veselje.
To je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup. Spoznanje več. Predsodek manj.